Leto 2020 bo v Sevnici v enem delu zaznamoval pričetek projektov iz dogovora za razvoj regij, v drugem pa začetek projekta širitve vrtcev v Sevnici. Kajti iz povečane vključenosti otrok v vrtec, povečanega števila vpisanih otrok, je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, najprej v Sevnici, potem pa glede na potrebe tudi v drugih krajih, da se število igralnic oziroma oddelkov poveča do potrebnega obsega. In to je nekako osrednji projekt, ki bo začet. Nekaj naložb načrtujejo tudi v šolske objekte, ki sicer ne bodo tako obsežne, kot so bile v preteklih letih. Na šolskih objektih v letu 2020 nekako izvajamo investicijsko vzdrževanje, investicijske prenove, neposrednih večjih investicij v šolskih objektih ne predvidevamo. Gre za predšolsko vzgojo, kajti šolski objekti so bili kvalitetno prenovljeni v preteklih letih in je ta trenutek nujnejša posodobitev, povečanje kapacitet na predšolskem delu. Vzporedno bodo potekali še številni manjši oziroma infrastrukturni projekti. Prenove cest, gradnja vodovodov, prenove kanalizacij, ki so enakomerno razporejeni po celotni občini. Občina Sevnica je v sodelovanju z državo aktivna predvsem na področju infrastrukture. In kako kaže s projekti oziroma naložbami v letošnjem letu? Pri sprejemu državnega proračuna smo nekoliko ali pa precej razočarani. Marsikater projekt v državnem proračunu, ki bo izvajan v občini Sevnica, se je po svoji dinamiki za leto, dve ali celo več odmaknil in ga je vlada zamaknila. Gre predvsem za projekta Most na Logu in podvoz v Boštanju, pa tudi za nekatere druge projekte na cestni mreži, ki so nujno potrebni za posodobitev. Verjamem, da ti projekti bodo. Mi kot zainteresirana občina aktivno sodelujemo z ministrstvi pri pripravi dokumentacije. Tukaj mislim predvsem na železniško progo Zidani Most-Dobova, železniško postajo v Sevnici, nadvoze, podvoze, ki so potrebni za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa na državni cestni mreži.